Banke Slovenije kličem, obveščam vas, da se pogovor snema. Od banke sem dobil prijavo, da ste bili žrtev kraje osebne identitete oziroma je tretja oseba vzela kredit na vaše ime. Kredit je bil zavrnjen, ter tudi ni bil odobren, ter račun se je tudi zamrznil. Potem mi pa prosim povejte, ste v zadnjem času imeli kakšne konflikte s sorodniki, znanci ali sodelavci? Ne. Ali ste bili mogoče v zadnjem času na kakšnem dopustovanju v tretjih državah sveta? Ali imate skupni bančni račun? V redu. Zdaj, glede na to, da ste bil žrtev kraje osebne identitete, vam bo Banka Slovenije ustvarila varen račun, ker vaš obstoječi račun bo zamrznjen, da se bo preverilo poslovanje, ker lahko, da je ta tretja oseba dostopala do vašega bančnega računa ter mogoče v nočnem času prenakazovala kakšne večje količine denarja, pa vi to sploh niste vedeli. Zato pa vas tudi kličemo prek telefona, ker je stvar resna. Tudi vidim tlele, da ta oseba, da je že hotela odpreti, da je že dala zahtevek za račune na Delavski hranilnici ter na Addiko bank. Jaz sem obvestil banke komitentke in bojo one zamrznile, ne. Ampak jaz se bojim, gospod, da ne boste vi brez vaših denarnih sredstev na vašem računu ostali. Postopek gre tako, mi ustvarimo varni račun, ki ga dobimo od Evropske centralne banke. Oni vam tudi dodelijo agenta, ki je ponavadi tudi zaposlen pri Europolu, da skrbi za vaš varni račun. Po elektronski pošti dobite podatke o zaupnosti ter poslovanju. Dolžni ste, da ne razkrivate nobene bančne tajnosti, ker v primeru razkritja bančne tajnosti boste potem tudi kazensko odgovarjali. Ko se ta stvar naredi, varni račun, dobite tudi varno spletno banko ter uporabniško ime ter geslo. Ko se prijavite na varno spletno banko, tam morate tudi spremeniti geslo, da se bo potem ta varni račun aktiviral. Potem dobite kartico tudi, v roku 5 delovnih dni dobite kartico. In potem, ko je aktiviran ta varni račun, potem iz svojega obstoječega računa vsa sredstva prenesete na ta vaš varni račun. Razumete?